Živijo, Luka. Oj. Spet so tukaj na starem mestu. Tako, in sva rekla, da bo danes govorila o partnerskem odnosu, da se bo dotaknila te teme, no? Sploh enih takih bolj specifičnih stvari. Ja. Kaj pripelje do razhoda, no? O tem sva govorila zadnjič. Ja, mogoče da razmišljava malo o tem, kaj je tisto, kar lahko privede do razhoda, oziroma da dejansko obstajajo, a veš, določeni kazalniki oziroma določene stvari v partnerskem odnosu, ki že pa nakazujejo malo, da bosta mogoče dva v odnosu imela težave ali pa da bosta mogoče celo morala zaključiti partnerski odnos. Ja, in v bistvu je ta raziskovalec John Gottman naredil eno tako obsežno raziskavo in je prišel do enih 4 pomembnih stvari, ki bi se jih lahko danes dotaknila. Ja, lahko bi se dotaknila v tem podcastu. Dobrodošli. Dobrodošli. In ja, če mogoče greva kar na prvega. Kaj je tisti prvi kazalnik, ki je mogoče najbolj strupen v resnici in ki se tako zelo prikrito prikrade v partnerski odnos? Kritika. Kritika, pa da se razume, ne? To zdaj ne pomeni, da zato, kaj je kritika v partnerskem odnosu, da bo to zdaj razhod, ne? Ampak ja, kritika, pa ne kritika direktna osebnostne lastnosti pač partnerja, ne? Takšna kritika, takrat, ko nekdo nekaj pozabi, pa rečeš, ti si čisto vedno pozabljiv, kaj je s tabo narobe, a ne prav to kritiziranje noter utemelje v to, kdo ta človek sploh je, ne, ta tvoj partner. Koliko ima slabe lastnosti zaradi tega. Tako, res te osebnostne lastnosti, ne v smislu, koliko si pa danes slabo oblečeno, pa danes ti pa ta obleka ne paše. To niso osebnostne lastnosti, ne, ampak za to kritiko damo temu človeku oziroma drugemu partnerju občutek, ti nisi v redu, s tabo je nekaj narobe, ti moraš nekaj spremeniti, ti moraš biti drugačen, da bo pri nama nekaj okej, a ne? In točno tako, kot si rekel, nisi v redu ali pa ne vem, nikoli ne poslušaš, nikoli ne slišiš, si sebičen, nikoli ne greš po otroke, recimo. Pohlepen si, sam nase misliš. Len si, nesposoben si. In prav zanimivo mi je, kolikokrat v odnosu dejansko včasih uporabimo kritiko in kar zleti nam iz ust. Pa čeprav vemo, mogoče se zavedamo, da ni najboljše to, ampak včasih pa kar pridemo na nek spolzek teren. In rečemo, ker se glih pogovarjajo o tej kritiki. Kaj pripelje do tega, da pač pride kritika? Ne? Po eni strani, tako kot si rekla, pač kar izustjo in kar gre, v bistvu so pa dosti boleče besede to, a ne? Absolutno. Lahko. Mislim, kaj privede v partnerima, da pač začneta odigravati te vsebine? Ne, meni to je zelo zanimivo. Jaz mislim, seveda odvisno od vsakega partnerja, ampak... ampak jaz mislim, da ne vem, če ne vem, meni moj partner, ne vem, me ne sliši. Ko si jaz želim, ne vem, da bi on dal posodo v pomivalca, recimo. In mu govorim to non-stop. In mu govorim to tedne, mesece, več mesecev v eno. Leta. In rečem, nikoli me ne slišiš. Sediš na ušesih in sploh me ne jemlješ resno, sploh me ne slišiš in ti si edini človek na svetu, ki mene ne posluša. A ne? In jaz bom to rekla iz moje bolečine, ker mene boli to. In jaz ti rečem kritiko, ker hočem, da veš, kako mene to boli. In potem ti jaz rečem eno kritiko in rečem, tukaj imaš, a ne? Pa da tebe zaboli. Da tebe zaboli. Ta ena maščevalnost v bistvu. Ja, ker res je, prav maščevalnost je tukaj, pa predvsem obramba naše ranjenosti. Absolutno. Ker ne bi niti rekel, da se gre tukaj za ego, ampak se gre za krhkost.
A ne? Ja. Ker se Ja. gre prav za to zaščititi, se moram in se zaščitim tako, da napadam nazaj. Pa zato, da bo tebe tudi zabolel, tako kot je mene zabolel. Da vidiš, kako mi je, zato, ker te v bistvu hočem. Pa hočem, da me slišiš. Pa hočem, da sem slišana v tem primeru. Pa da Absolutno. nisem prezrta. A ne? Absolutno. In kaj vse to vzbudi in tudi kam vse pašejo neke stvari, a ne? V To kar bi vemo. rada greva. To vemo, je seveda preteklost, a ne, naše otroštvo. Kaj smo tam doživljali, kako smo tam bili sprejeti, a smo tam pri eni mami ali pa pri enem očetu bili slišani sploh. In če nismo bili, je to naša največja rana. In naš partner, a ne, takega, kakršnega dobimo, bova rekla, zvrta točno tam notri v tisto rano. In jaz rečem, partnerski odnos, to je arena, to je ring, a ne? In naš partner nam bo točno tisto rano prebudil, ki jo nimamo zaceljene od naših primarnih družinskih odnosov. Drug od drugemu bosta. Drug v Ravno na drugemu. prave vsebine. Ja, in kar mi je mogoče zanimivo, včasih klienti rečejo, pa točno ta stavek je meni moja mama govorila in ti si ga zdaj povedal na isti način. A ne, prav neverjetno, koliko se prezrcali ali pa koliko se prenese, da prav iste stavke uporabljamo. Prenese, pa so pa še v enem in istem krogu skozi. In rečejo, Ja. ne, tudi ko recimo pridemo na terapijo, rečejo, mi se že 10 let ukvarjava, a ne, z eno in isto temo, pa tudi če ni ta tema, so vedno isti občutki. No, teme se itak spreminjajo, ampak občutki so pa isti. Se a ne. veš, kako rečemo, a ne, da partnerski odnos oziroma konflikti so kot koncerti, a ne. Ja. Začnejo se z novimi hiti, končajo vedno za starimi. Ja. A ne? In to je to, ko rečemo vedno se končajo za starimi hiti, to je naše otroštvo, naša preteklost, naša zgodovina, naš nahrbnik, ki ga mi nosimo. Ki teži po tem, da se končno, a ne, zacelijo te stvari, da se naslovijo in da se odigra drugače, kot se je takrat. Pa mogoče bi sam izpostavil, tudi funkcionalni odnosi imajo kritiziranje, da se razume. A ne. Absolutno. Pač, absolutno pride do teh stvari, ampak se razlikujejo po tem, kako oni odreagirajo, kaj oni drugače naredijo. A ne. Ko oni naslovijo to, pa se potem pogovorijo o teh stvarih, namenijo čas tem stvarem. Medtem, kakšni bolj nefunkcionalni, se pa sam nalaga in so Se pometa pod preprogo. pometa pod preprogo in zdaj bo prišla do naslednje stvari. A ne, se pravi, kritika nekako prva. Okay, ja. In Potem pa pride druga stopnja, ja, ki v bistvu to kritiko še malo nadgradi. Kaj je to? prezir. Prezir. Wow. To je taka zelo težka beseda že. Ja, zelo taka tudi nastrojena. A ne, da, Malo sovražna, bi jaz rekla. ja, pa spet ne, sovražna v smislu vedno je neka krhkost tam, pa ranjenost, pa z neko jezo se prije v tem. Pa tudi, če recimo ta oseba ni jezna, a ne, ko se pač uporabljajo te stvari, da tam funkcionira ta odnos na tak način, a ne, je vedno neka potlačena jeza, ne, tudi če je Absolutno. nekdo zelo miren, pa potem prav prezira drugega. In kako se to kaže? To lahko se kaže, recimo ta prezir, ko ga zdaj omenjaš, se lahko kaže in verbalno in neverbalno. Že recimo Zavijanje z očmi, to je en tak. vzdihovanje. Ja. Ne? Ko že v tem izdihu, v tem zvoku, a ne, ti je vse jasno. A ne? Potem kakšna pasivna agresija, tihi teden. A ne? Upam, da vas čim manj pozna to obdobje tihega tedna, ampak to je dejansko čustvena zloraba. Da gresta partnerja drug mimo drugega, da se cel teden ne pogovarjata, se niti ne pogledata, to so zelo taki težki občutki. In hudi indikatorji, a ne, sploh če se tega poslužujete večkrat, pa skozi več let, rečejo, ja, sej tako je bilo že po pol leta, ko so bila skupaj, ko pomisli za nazaj, recimo sta 7 let skupaj, pa pomisli nazaj na vsake tokmata takšna obdobja, pa da se ne razume narobe, a ne, so pač popolnoma normalni pari, ki lahko tudi s tem funkcionirajo, ne, pa dajo tam prostor, pa naslovijo. Ampak, če se to dela na dolgi rok, pa se ne razčistijo te stvari, ne, to pa se pol... Je pa zelo strupeno. Zelo strupena stvar. No, tudi tako jo terapevti ne priporočamo. Prezira, ne, verjamemo, da pride, normalno, da pride. Dati prostor tem stvarem. Res je. In jaz bom rekla, vsakemu se zgodi zdrs.
Jaz ne poznam človeka, ki bi rekel, ok, jaz pa nikoli nisem žal besede rekel svojemu partnerju, svoji partnerki. Tudi nam. Tako, absolutno. Ja. Ampak tako kot praviš, kaj mi dva kot partnerja narediva, ko se je ta škoda, rečva, že naredila. A sva se mi dva sposobna usesti dol in reči, jaz sem imela pa res težek dan in sem kar zbruhala na te vse skupaj in sem ti rekla par grdih stvari in meni je res iskreno žal za to. Ampak tudi to opravičilo, tudi to obžalovanje mora biti pristno. Ne da rečemo, ja, oprosti. To v bistvu ni bilo nič narejeno. To ni bilo nič, ker vsak lahko reče oprosti, ampak v kakem tonu, v kakem vzdušju, v kakem kontekstu je ta oprosti oziroma to opravičilo izrečeno. Ker to, da je nekomu res žal na drugi strani, je nekaj popolnoma drugega. To se mora čutiti. Ja, čutiti pa tako, kot si rekla, a so sposobni ali to je fascinantno, ali nekako pozabijo na to, da je bilo in recimo tudi, ko imamo partnersko terapijo, pa vprašamo, okay, kako ste razrešili to zadevo, recimo, da je bil ta prezir in to. Ja, pa je kar šlo stran. In je tako zanimivo, nikoli niso niti naslovili in to in potem se spet ponavlja in so pač, hvala Bogu, prišli k nam, razčistiti te stvari, ki so jih siti in si zaslužijo pač, da živijo brez teh zadev. Je pa res, ne vem, včasih slišimo, ko reče eden v paru, je pa se to meni ona skozi govori, tako praviš, ali pa ne vem, to ni nič novega, jaz sem že navajen tega, da ona to meni reče, jaz tega ne slišim več. In jaz verjamem, da moški se lažje nekako tako odklopijo oziroma da prav postanejo imuni na ene določene besede, ki jih ženske skozi konstantno pri moškemu ponavljamo. Pa tudi, če je to žaljivka, enostavno več ne slišijo teh besed in mogoče celo ne prepoznajo, da je to žaljivka. To je mogoče še ena taka zanimiva stvar, ker so mogoče v svojem otroštvu bili deležni en kup enih žaljivk, poniževan, razvrednoten, da potem v partnerskem odnosu sploh ne vejo, da se jim isto dogaja. Ker jim je domače in normalno. Domače in normalno. Kar povej. Ja, sem želel to reči, ne vem več. Ne, sem rekel misel. Kaj si hotel ti reči? Jaz sem hotela reči, da ko sem prej rekla neverbalna komunikacija, prezir, kako se to v neverbalni komunikaciji kaže, imamo pa tudi verbalno komunikacijo oziroma prezir preko besed, ne vem, le kakšna krava neumna si. Ja, prav grobe besede, poniževalne besede, so tukaj zraven in ni jim fajn. Mislim, je dinamika, ki odigravajo te stvari in kakor da jo rabijo in tako, kot si rekla, zdaj sem se spomnil. Ok, si prišel domačnost, nazaj. Ja, sem prišel nazaj. To domačnost, ki si rekla, in ko pride do vseh teh besed in ko je to izrečeno in eni sem tako, to pač mora nasloviti. Eni pari pač tako funkcionirajo in so tako celo življenje in zdaj v prvi vrsti pač, kdo so midva kle, da bo rekla, da to ni ok, ker pač če so oni srečni, so pač srečni. Je pa nek pač pokazatelj, da mogoče tam ni res neka kako bi rekel, res varnost pa pristnost pa tako, če bi oni prišli k nama na terapijo, bi bilo ful za delati, če nikoli ne pridejo pa živijo v tem, pa ne škodujejo nobenemu s tem. Ampak to je taka filozofska tako malo. Ampak a res ne škodujejo? Drugmu recimo lahko. Veš kaj, jaz mislim, da tudi če smo mi navajeni, da smo živeli v družini, kjer je bilo veliko žaljiv, veliko poniževanja, res take čustvenega nasilja v tem pravem pomenu besede. To imaš prav, to se strinjam. V pravem pomenu besede. Treba vstaviti vedno. Jaz rečem tudi, zdaj pa bova prišla že na to tretjo stvar, ko meni, recimo, da meni partner reče, le kakšna krava neumna si, pa da imam jaz recimo eno zgodovino tega že od doma, kaj bom jaz naredila? Jaz se čutim napadeno. Kaj bom jaz naredila s tem? Branila se bom. To je ta tretja stvar,
Torej smo imeli najprej kritiko, prezir, zdaj pa Defenzivnost. Oziroma, ti bi rekla. ali pa obrambni mehanizem. Ja, to odvisno od prevoda. Odvisno od prevoda, ampak sva rekla, da bova vključila oba termina, da bo razumljivo. Torej, začnemo se braniti. In kdaj se človek začne braniti? Takrat, ko ga zaboli nekaj. S tem, da ta defenzivnost, ki je tukaj, ne, je tudi v čisto navadnih situacijah. Ne samo takrat, ko te nekdo prizadene, ampak ko reče sam, sva rekla, da pač boš pospravil perilo, pa ga nisi. In sam odklopne in je sam, pa kaj, skozi moram jaz peril pospravljati, pa že tako je vse na meni, pa enkrat nisem, pa kaj zdaj narobe, pa kaj boš zdaj kle. Prav ta obrambna, ki ni bilo, lepo je bilo naslovljeno, ampak je takoj ta obrambna drža. Se v bistvu ves čas nas spremlja v vseh teh različnih točkah, je ranjenost, je tam pač, da ni prostora podeliti vse te stvari in tako. Ampak ja, ta defenzivnost, ta obrambna zadeva, pa da se še prej navežem na te, če je nasilje, pač absolutno to ni ok, Tako, se razume, da... In se potem mora vrednoti. Ja, mislil sem bolj v bolj blažjih oblikah, če je to pač neka dinamika enega para, da pač kdo smo mi, da bomo zdaj rekli, na kakšen način se živi. Sam to sem želel izpostaviti. Ja, se super, da si. Kar se tiče nasilja in čustvenega in fizično sploh, in vse to pa absolutno ne in potegnemo črto kle. Obrambnost. Pri obrambi je zelo zanimivo, da ne moremo prevzeti odgovornosti takrat, ko se branimo. Čutimo, da smo stisnjeni v kot, da nas je partner stisnil v kot, in ko nimamo več nekih resursov, kako zdaj se izviti iz tega ali pa rešiti sebe iz te zagate, to verjetno ste moška populacija dosti večkrat v takih občutkih, kako se pa zdaj iz tega konflikta, ki ga je pa žena začela, kako priti s čim manj poškodbami ven. In ne zmoremo prevzeti svoje odgovornosti. Točno ta primer, ko si ga omenil, ko žena reče, spet nisi, prav obesil perila, karkoli, in tukaj nekdo reče, ja, res je, vem, da sva se to pogovorila, vem, da sva to rekla in zaenkrat, če nisem, jaz upam, da mi bo v preostanku dneva uspelo. To je ena možnost. Lahko pa rečemo, pa kaj si tečna? Pa zakaj težiš non-stop? A se lahko umiriš malo, kome sem prišel domov? Se je prav spomnila, kaj se je spet nisi. Točno, si rekla, spet. Pa je že kar v meni bilo. Kaj zdaj spet? Kaj me zdaj kritiziraš? Ne? Ja, točno to. In prav ti stavki, te besede, spet nisi. Ti nikoli ne. In vedno sem jaz tista, ti nikoli ne narediš tega in tega. To so taki, res take besedne zveze, ki direktno sprožijo v nas groza. Mogoče tukaj super primer, da izpostavlja, da vse te točke so prepletene. Absolutno. Da vse deluje prepleteno in da prav pokazatelj teh štirih, ene še nisva, teh štirih točk, štiri jezdeci apokalipse, kot je rekel, me se to sliši kar tako. Mal mistično. Mal mistično, ampak tako mogočno, če so pa te štiri, pa se res slabo piše. So prepleteni in pa so vsi prisotni v tem odnosu. Ne govorimo, da je samo ena stvar, ampak da so vsi štiri in da se te ponavljajo in da se ne nastavljajo te stvari. In da se stopnjujejo tudi te stvari. Absolutno se stopnjujejo. Mogoče je dobro na tej točki omenila še zadnjo. Dejva. Je umik oziroma ignoriranje, izogibanje. Kakor prevedeš. Tukaj mi dva se večkrat zaciklava v teh terminih in sva očitno zelo dobra, Luka, v iskanju sopomenk. Ja, ker so pomembne. Vseeno v angleščini je stonewalling. In kjer je zdaj pravi slovenski izraz, da to nekako zaobjame? Slovenščina je tako precej manj besed kot angleščina in včasih imamo s tem težave. Gledamo te znanstvene članke in potem iščemo in sploh za našo terminologijo, ampak da ne gremo zdaj v to.
Izogibanje. Point tega izogibanja, umika, a ne, je, da dejansko pretrgamo stik. Se umaknemo, lahko se fizično umaknemo, gremo ven iz prostora, lahko se umaknemo mentalno, da se čustveno izklopimo. Recimo, partner meni nekaj govori, jaz sploh ne slišim, kaj on meni govori. Ja, predvsem bi rekel, da je najprej to, ne? Da je ta čustven umik, potem pa dejansko še iz prostora. Tako si zelo lepo opisala, da ne vem, se nekaj pogovarjava, pa mene nekaj moti, pa me jezi in pol on sam gre. Kar umakne se. Kar umakne se, brez opozorila. Sploh ni opozorila. Tako, in potem je on, ta drug, toliko prezrt ali pa prezrta, kakorkoli ne, zignoriran, mislim, wow, sploh to, ko si želijo rešiti situacijo, ko je v konfliktu in si želijo te dinamike, dajva se zdaj boriti za ta najin odnos. In da se on sam pač umakne, kakor da ga ni in tisto osebo čisto samo pusti, mislim, to je izjemno destruktivna stvar. Absolutno. Da se ni pripravljen niti boriti za ta odnos. Tako, in zelo boleče in privede ogromno občutkov negotovosti, osamljenosti, nezaupanja tudi, ti kar greš, tako si rekel, nisi se pripravljen boriti, a jaz lahko tebi zaupam, da se boš tudi ti boril za naju, ali pa da se boš tudi ti borila za naju. In mogoče res ena taka iztočnica, ki jo je zelo dobro vedeti v partnerskih odnosih in lahko reši marsikeri konflikt, je pa predvsem razumevanje tudi naše biološke strani. Zdaj, če imamo konflikt med paroma, torej med moškim in žensko, moški se bo v konfliktu umaknil. Biološko. Gre v svojo jamo, gre v tišino, ker jo rabi. Sam izpostavlja, tukaj sva precej stereotipna. Absolutno. Sam zaradi razumevanja pa ne mislila to, da je pač to. Odlično, da si to izpostavil. Torej, moški rabi mir, umik in tišino. In moški se rabi v tišini sestaviti skupaj, da potem lahko razrešuje konflikt. Kaj pa ženska? Ženska pa v konfliktu rabi pogovor in povezanost. Zdaj, če imava te dve stvari na tehnici, ženska bo skakala, recimo v narekovajih za moški se bo pa vedno bolj umikal. In če vemo to, lahko recimo tudi včasih moški umik razumemo na eni točki, seveda, če imamo izkušnjo, da se bo ta moški vrnil in da bo razrešil ta konflikt, ki sva ga imela. In super je tudi, da moški razumejo, zakaj smo ženske tečne, pa nadležne, pa sam bi se pogovarjale. Zaradi tega, ker to rabimo. Biološko smo tako narejene, da rabimo biti povezane v tistih trenutkih, ki so za nas izjemno težki. In zelo težko nam je, če ostanemo same. In prav, ko sva glih že pri teh stereotipih in to, zdaj to nekako zaobjameva tako, kar je v terapevtskih prostorih, statistično, in najce, v nekih besedah, pa si pustiti biti ranljiv, pa deliti te stvari, prav stvar, o kateri sva tudi prej govorila, to je en tak izjemna priložnost, s temi konflikti, da lahko par tvega in proba, predvsem se mora pa varnost tam ustvariti, in koliko je nujen ta pogovor, ta povezanost skozi pogovor. Zdaj, pa če se sam vrneva na te 4 vidike. A veš, da sem videla, da se je tvoje razpoloženje malo spremenilo? Ko sem jaz imela ta dialog, ko sem jaz govorila, moški se umika, ženska išče, povezanost pa odnos, malo sebe si šel, kaj se je zgodilo? Jaz sem kar tako zdaj bil. Začel si se umikati, ko sem jaz govorila. Se ti dajo tako prostor, da poveš do konca, vas sem pa tako, zdaj bom pa jaz povedal, kako je za moške. Bravo. Ne govorim za vse moške, ampak absolutno pač v obeh vlogah se znajdejo pač oboji, tako da zato sem tudi poudaril. Daj priti nazaj, pogrešam tvojo aktivnost. Ok, pa sto. Te 4 vidike, jaz bi sam to pač povedal, ker je to ful, meni je to moški, pardon, da te prekinjam, logika, struktura in red. Sam nazaj bi prišel na te 4. Ja, morava se držati, urnik mama. Ok, te 4,
mi je noro tako, da pač poveva, zakaj so zaobjela te, pa iz kje izhajava. Ne, da raziskavo, ki je upravil ta Gottman, da so nakazali 85 do 90% razhod, če so bile te 4 točke v partnerskem odnosu. Pač to je ful velik procent, ne? Mislim, to ni toliko, itak ni malo. Ni zanemarljivo. Ni zanemarljivo, zato sva tako vesela, da sva lahko to podelila z vami. Absolutno, in mi dva upava, verjameva, da vam bojo te usmeritve koristile, da boste mogoče uspeli sami pri sebi, jaz temu rečem, narediti eno inventuro samega sebe, kaj jaz delam v odnosu, kako se jaz obnašam v odnosu, kako se jaz odzivam na mojega partnerja. Mogoče res prepoznati kakšno od teh točk in se zadržati, ker že to je ogromno, ne? Da se lahko zadrži, da ve, ok, to je res destruktivno, če bom jaz to rekel, ne? Kot je tako, ena slaba beseda je enako 4 lepe besede, ne? Ja. Če bom jaz to rekel, bom res udaril po najnem odnosu, mogoče se zadržati, ampak dajte to tudi nasloviti na ustrezen način, ne? Ni dovolj, da samo zadržimo, pač, ne pol samo eksplodiramo lahko, mogoče v tistem trenutku, da se zadrži, pa potem, ko lahko prijemo besede, dajmo nasloviti te stvari, ne? Predvsem občutke, kakšne se v nas prebujajo takrat. No, absolutno. Tako da, prepoznavati sebe v odnosih, prepoznavati, kaj čutimo, kaj doživljamo in tudi biti občutljivi na to, kako se drugi obnašajo do nas. Tako. Jaz ne bom nikoli pozabila enega stavka, enega terapeuta, ki je rekel: Urška, kako se ljudje do vas obnašajo? A ljudje z Urško lepo ravnajo? A to sem jaz. Ne, nisi bil ti, lahko pa bi bil. Tako da, dajmo vsak pri sebi imeti mogoče ta filter, kako se ljudje obnašajo do nas, a z nami lepo ravnajo in tudi ali mi lepo ravnamo z drugimi. Tako da, če so vam te najine vsebine všeč, dajte všečkati, dajte deliti, dajte biti prisotni, dajte pomagati soustvarjati najine vsebine. Če imate tudi, točno to, če imate tudi kakršne koli ideje, kar napišete spodaj pod komentarje, z veseljem jih bo uporabila in se dotaknila tudi drugih tem. Absolutno. Hvala za vašo pozornost. Hvala, da ste bili z nami. In se vidimo v naslednji oddaji. Come a little closer. I wanna dance with